Bomo počasi začeli. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Še pol minutke, samo da preverim, če so vsi gosti okrogle mize z nami. Pogrešam še gospo Dolinar, če se ne motim. Ja, je z nami, super, odlično. Okej. Zdi se, da vse štima. Gospoda Husiča bi samo prosil, če lahko kamero ugasne, ker imamo okroglo mizo sedaj v popoldanskem delu na sporedu, tako da želimo imeti samo naše goste okrogle mize s kamerami, da bo res gledali, kot da smo v živo na okrogli mizi. Tako da, evo, ura je 14:00, mislim, da lahko začnemo, če se nam kdo naknadno pridruži, seveda dobrodošel, sicer pa predlagam, da kar začnemo. Tako da dobrodošli na popoldanskem delu konference Izzivi trajnostnega razvoja. Moje ime je Vlado Begovič in vesel sem, da imam priložnost voditi današnjo okroglo mizo z naslovom Poplave kot izziv in priložnost za trajnostni razvoj. Če se spomnimo posnetkov in fotografij izpred 2-3 mesecev, nas verjetno še sedaj nekoliko malo zmrazi. Katastrofalne poplave, katerim smo bili priča, so močno vplivale na ljudi, okolje in gospodarstvo. Vendar danes nismo tukaj, da bi obujali te neljube spomine, dogodke, ampak da skupaj z našimi cenjenimi gosti poskušamo poiskati nekakšne rešitve, obrniti te izzive v priložnost za razvoj in nekako boljše sobivanje z naravo. Današnja okrogla miza združuje strokovnjakinje iz različnih področij, ki bodo delili svoje poglede, znanja in izkušnje z nami. Dovolite mi torej na začetku, da predstavim naše goste, pa bom šel kar po vrsti, kot vas imam tukaj na ekranu. Torej, dr. Metka Kralj, strokovnjakinja za okoljske znanosti, pozdravljeni. Dr. Marjan Pogačnik, ja, lep pozdrav. Dr. Marjan Pogačnik, strokovnjak z področja kmetijskih znanosti. Lep pozdrav. Ja, pozdravljeni, lahko kar stestiramo še mikrofone za vsak slučaj tukaj v začetku. Potem imamo gospod Bernardo Jurič, oziroma magistro Bernardo Jurič, strokovnjaki na področju gradbeništva in tehniškega varstva okolja. Lep pozdrav z moje strani. Pozdravljeni. Magistra Mojca Dolinar, strokovnjakinja s področja meteorologije. Dober dan. Pozdravljeni. In pa gospod Dušan Pihler, strokovnjak za zakonodajo na področju varstva okolja. Pozdravljeni. Pozdravljeni vsem skupaj. Okej, za začetek bi prosil naše goste, da se na kratko predstavijo, kot omenjeno 1 minutko. Imate, da bomo nekako vsi skupaj bolje razumeli, kaj je vaše področje dela in s katerega zornega kota boste odgovarjali na današnje vprašanja. Tako da predlagam, da gremo kar po vrsti. Gospa Kralj, če ste lahko na kratko predstavite svoje ozadje. Ja, po osnovni izobrazbi sem diplomirana biologinja. Že med študijem sem se usmerila v ekologijo in varstvo okolja, tudi diplomsko nalogo sem takrat delala iz tega področja. In to prav iz področja onesnaževanja površinskih voda. Potem sem nekaj časa delala še na tem področju na Inštitutu za biologijo, kasneje sem se preusmerila za omejen čas na področje celične biologije in sem se vrnila spet nazaj na področje varstva okolja, ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Zdaj sem pa zelo kratek čas že v pokoju. Tako da lahko spet se ukvarjam s tistimi stvarmi, ki so mi najbolj všeč in izkoriščam pač znanje dokaj široko z različnih področjih, ki sem ga pridobila tekom kariere. Odlično, hvala lepa, se veselimo vaših pogledov in odgovorov. Gremo naprej, gospod Pogačnik. Ja, Marjan Pogačnik, jaz sem po osnovni izobrazbi agronom. Že kar mnogo let vodim biotehniški center Naklo, tam sem tudi predavatelj predmeta organizacije in poslovanje, ekološko predelovanje hrane. Na BB sem visokošolski učitelj za področje kmetijstva in ribištva. Hkrati sem tudi raziskovalec, vodim
konzorcij biotehniških šol Slovenije in skratka se ukvarjam še vedno se ukvarjam tudi s kmetijstvom, kljub temu, da je moje osnovno delo vodenje ljudi in centra. Super, hvala lepa. Gospa Jurič. Lep pozdrav z moje strani, sem v bistvu po osnovni izobrazbi diplomirana inženirka gradbeništva, kasneje sem magistrirala iz tehniškega varstva okolja, trenutno imam 25 let delovne dobe, začela sem kot operativka na gradbišču, delala na upravni enoti, sedaj pa že več kot 18 let delam v projektivnem podjetju Projekt Nova Gorica, kjer se ukvarjam z projekti od začetne faze, od priprave nekih basic stadij, tako s strani umeščanja v prostor, kot priprave tudi določene okoljske dokumentacije, potem projektne dokumentacije. Vedno več sem pa tudi prisotna v fazi nadzora, dejansko na gradbišču, ki v bistvu kontrolira, kako se v bistvu projekti dejansko implementirajo do faze pridobitve uporabnega dovoljenja. Prav tako sem v bistvu tudi aktivna članica na inženirski zbornici, kjer sem predavateljica za predmetno področje graditve in urejanja prostora, tudi v skupščini inženirske zbornice in zadnje leta sodelujem tudi z šolo BNB, kjer sem predavateljica osnove okoljevarstvenega načrtovanja. Ok, kar pester nabor, hvala lepa. Še gospa Dolinar. Jaz sem po osnovni izobrazbi meteorolog, atmosferski fizik, se pa že praktično celo kariero ukvarjam s klimatologijo, to je posebna veja meteorologije. Vodila sem predvsem v zadnjih letih, ali pa recimo lahko kar 2 desetletji se ukvarjam s podnebnimi spremembami, predvsem v Sloveniji, fokusirano na Slovenijo. Vodila sem projekt, kako se v Sloveniji spreminja klima, smo ugotavljali te različne vzroke za spreminjanje klime v Sloveniji. In pa potem v zadnjem desetletju tudi projekt, kjer pa pripravljamo projekcije podnebnih sprememb pa do konca 21. stoletja. V zadnjem času pa vodim tudi na Agenciji za okolje Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo, kjer pa pripravljamo tako napovedi vremenske napovedi in pa hidrološke napovedi, pa tudi, kot sem že omenila, projekcije podnebja za prihodnost. Na Visoki šoli za trajnostni razvoj pa predavam varstvo zraka in pa podnebne spremembe. Ok, hvala. Upam, da scenarij oziroma napoved do konca 21. stoletja ni preveč črnogled. Boste pa povedali kaj več v nadaljevanju. Še gospod Pihler. Lep pozdrav v mojem imenu še enkrat. Tudi jaz sem po osnovni izobrazbi sociolog. Leta 1978 sem diplomiral verjetno za eno prvih diplomskih nalog na področju družboslovja na temo varstva okolja. Od leta 1991 pa do leta 2018 sem delal na ministrstvu, oziroma sem bil zaposlen na Ministrstvu za varstvo okolja. Od leta 1996 naprej sem vodil pravno-sistemsko službo varstva okolja. V tem času smo se seveda, bi rekel, najbolj pomembno verjetno je bila priprava zakona o varstvu okolja, prvega zakona iz leta 1993, in seveda potem v nadaljevanju priprava zakona o vodah iz leta 2002. V tem času smo seveda pač naredili, oziroma v našem ministrstvu izjemen screening cele okoljske zakonodaje slovenske in jo do leta 2004, vsaj po moji presoji, dokaj uspešno, bi rekel, uskladili z evropsko zakonodajo. Od leta 2018 sem samostojen konzultant na področju zakonodaje varstva okolja, zlasti podnebnih sprememb. In v tem delu, v tem naslovu sodelujem zlasti v projektih od Turčije pa do Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Črne gore in Bosne, in sicer na temo varstva okolja oziroma podnebnih sprememb s stališča prenosa zahtev
evropske zakonodaje v te nacionalne pravne rede. Toliko zaenkrat. Zdaj, moja tema, ali pa tisto, čemer bi se najbolj posvetil, ali pa v čemer bi rad spregovoril, so seveda, bi rekel, zadeve povezane z pravno ureditvijo na področju voda. Super, hvala lepa. Hvala vsem še enkrat za vaše uvodne predstavitve. Upam, da je udeležencem sedaj malo bolj jasno, iz katerih področjih prihajate in iz katerega zornega kota boste pokrili današnjo okroglo mizo. Zdaj samo še, preden začnemo z vprašanji, ki sem jih jaz pripravil, informacija za vse udeležence. Na koncu imamo rezervirano tudi 5 minut, odvisno koliko se nam bo debata zagrela. Imam rezervirano 5 minut tudi za vaše vprašanja, tako da lahko kar sproti v chat pišete vprašanja, pa bomo potem na koncu jih vzeli, probali obdelati čim več, oziroma jih bodo naši gostje poskušali odgovoriti čim več. Mogoče, če boste pisali v chat, dopišite, komu točno je vprašanje namenjeno, razen če je vsem panelistom vprašanje namenjeno, potem ga bomo seveda podali vsem. Sicer pa predlagam, da kar začnemo mogoče s prvim vprašanjem, se pravi prvi sklop nekako bomo malo pogledali iz vaših področij konkretno, kakšne so vaše stališča, pogledi, tako da bi začel mogoče z gospo Kralj, da ostanemo v tem vrstnem redu. Torej, kako so, gospa Kralj, nedavne poplave v Sloveniji vplivale na sladkovodne ekosisteme in kakšne dolgoročne posledice lahko pričakujemo za biotsko raznovrstnost? Ja, zdaj tako je, ne. Težko je zdaj kar direktno reči, kako je vplivalo na ekosistem, ker pač taki odgovori bi v bistvu zahtevali podrobnejšo analizo res tistih območij, kjer so poplave bile bolj intenzivne. Lahko pa seveda povem nekaj več o splošnih ugotovitvah, znanju, ki ga imamo v stroki, o vplivu poplav na ekosisteme. Tukaj je pravzaprav zelo zanimivo, da večina raziskav se ukvarja z vplivom poplav na kopenske ekosisteme. Sami vodni ekosistemi nekako niso v ospredju takih dogodkov. Mislim, da predvsem zato, ker se ekosistemi v razmeroma kratkem času, razen če so res poplave izjemno močne in te ekološke spremembe izredno močne, ekosistemi se regenerirajo. V recimo par letih se postavijo nazaj. Celo tako je, da so, če gledamo pač naravne razmere, tam, kjer se poplave redno pojavljajo, je ekosistem prilagojen na same poplave. Tako da načeloma v bistvu stališča ekosistema poplave niso, ne vem kako, katastrofalen dogodek, stališča vodnega ekosistema seveda govorimo. Drugo pa je, če gledamo vodne ekosisteme kot vir tako imenovanih okoljskih storitev. Torej, zakaj je ekosistem uporaben za človeka? Tukaj pa bi potem, seveda imajo te poplave svoje učinke. Predvsem, jasno, logično je, da so učinki bistveno večji, če gre za velike poplave, torej za recimo povratno dobo več kot 100 let. Za take manjše, ki so pa pogostejše, pa pravzaprav celo ugotavljajo strokovnjaki, da imajo pozitivne učinke, ker recimo odplavijo sedimente iz dna vodotoka. To pomeni sicer, če so te sedimenti jasno onesnaženi, lahko pomeni onesnaževanje dolvodno, predvsem pa onesnaževanje kopenskih ekosistemov, ki jih ta voda potem potencialno poplavi. Ampak, če ne gre za kakšne zelo močne akumulacije onesnažil v sedimentu,
je pravzaprav to za sam vodotok zelo koristno. Tudi to se ugotavlja, recimo te sedimenti, ki se odplavljajo potem, recimo predvsem v zgornjih delih vodotokov, kjer je načeloma manj hranil v samem sistemu in če se sedimenti dvignejo zaradi močnega vodotoka, se s tem produktivnost tega ekosistema poveča. Skratka, lahko rečemo, da nekih stališča ekologije, te ekologije pač same narave, posledice niso ne vem kako katastrofalne. Ok, zanimivo. Mogoče, ne vem, vsaj jaz nisem pričakoval takega odgovora, tako da hvala lepa za pojasnila. Se vrnemo še nazaj k vam, bi pa predal naprej besedo gospodu Pogačniku. Sicer bi prosil, če lahko vrnemo nazaj na tisti pogled, ker tukaj nam zdaj gospoda Pogačnika ravno izreže ven iz te okrogle mize, tako da predlagam, da kar damo na navaden pogled, da bomo normalno vidni v kvadratkih. Torej, gospod Pogačnik, vprašanje za vas, kako so nedavne poplave prizadele kmetijska zemljišča? A so kakšne negativne posledice? Zdaj videli smo za sam ekosistem, ni nekih negativnih posledic na kmetijska zemljišča, tam, kjer niso vajeni toliko poplav. Kakšne so bile izkušnje kmetov pri obvladovanju teh poplav? Mogoče iz tega stališča kakšen komentar? Ja, načeloma imamo v Sloveniji približno tam 7% prebivalstva na teh poplavljenih področjih, kjer so v bistvu navajeni tudi na te občasne poplave. Vidimo tudi v zadnjih časih, da so te poplave bolj pogoste, te 100-letne vode niso več 100-letne vode, ampak lahko rekli 10-letne vode in tako naprej, se to mi bojo drugi lahko bolj natančno povedali. Skratka, mi imamo, če govorimo tle o Gorenjski, na Gorenjski približno 6% prebivalstva živi na poplavljenih območjih, srednja Slovenija kar 9%, ker tukaj imamo kar močno izstopano Ljubljansko barje, cirka 2000 hektarov teh pogosto poplavljenih površin. Tukaj govorimo o dveh zadevah. Eno, kar so te izredne dogodki, pa tisto, kar so ljudje v bistvu že malo navajeni. Zdaj moram tukaj še to povedati. Mi imamo v Sloveniji napram EU 480 000 hektarov imamo teh kmetijskih zemljišč, od tega cirka 75% so območja z omejenimi dejavniki in to pride približno 800 kvadratov na prebivalca in smo pred zadnjimi v Evropi. Z tega vidika moramo na ta zemljišča biti še bolj pozorna, take in drugačne. Zdaj pa pri poplavljenih zemljiščih imamo pa eno težavo. Zdaj, ti škodni potencial je drugačen, če je to njiva ali vrtovi, glede rabe zemljišča, ali pa je to trajni ekstenzivni travnik. Iz tega, ena ocena je, recimo za njive in vrtove, ta škodni je cirka tam 32 000 na hektar, medtem ko za en ekstenzivni travnik cirka 10 000 je ta škodni potencial. Zato je zelo pomembno, ko mi za ta pogosto poplavljena zemljišča, ko načrtujemo, da izbiramo tako obliko rabe, ki nam povzroča, vsaj za prihodnost govorim, ki nam povzroča manj teh možnosti škodnih primerov, oziroma manjše škodne primere in z tega ta del je seveda treba tudi načrtovati in primerno tudi to sprotno usklajevati. Zdaj, če govorimo pa o teh zadnjih poplavah, je bilo pa poplavljeno bistveno višje število hektarov. Seveda poplavljene so bile tudi površine, ki so že
bile talno obremenjene. Jaz moram povedati, da smo v 90. letu delali na biotehniški univerzi različne raziskave tal, področje Celja, Mežiške doline in tako, kjer so bile že takrat visoke vsebnosti svinca, cinka in tako dalje, tudi teh težkih kovin. Že takrat se je vedelo, da je zemljišče že preobremenjeno s temi. Take poplave pa seveda še dodatno obremenjujejo ne samo zemljišča, ampak tudi ostalo, ne. Recimo, sam primer, recimo, če tam neto bilančni presezek dušika je recimo na Ljubljanskih barju ocenjuje, da je približno 10 kilogramov na hektar, pa fosforja cirka 2 kilograma ob normalnih razmerah. V takih izjemnih pa pride do precejšnjega večjega spiranja tal in te zemljine. En primer recimo pred mnogimi leti na Soškem polju, ki je komunala še črpa s področja Soškega polja, po približno 2 uri deževja so že v vodi ugotovili presežene količine nitrata. Zdaj tam sicer ne črpajo več, tudi se je tudi spremenilo ta del, tako da tukaj je še veliko izzivov. Ja, prizadeti so bili, skratka tukaj potem še problem določenih poljščin, lahko se pojavlja tudi razni mitotoksini in druge vrste plesni, ki lahko potem zaide potem v prehransko verigo. Posebno problematično je pa tukaj pridelava mleka, recimo, ker je tam pa zelo hitro prihaja v sam proces, v ta obroč. Jaz bi mogoče toliko, pa še kakšno vprašanje. Hvala lepa, bomo še naprej, seveda še debatirali. Gremo naprej k gospe, malo se mi je premešalo tole, ampak recimo tukaj naslednja pri meni je gospa Dolinar. Torej, kot meteorologinja oziroma z vašega področja meteorološkega, kako ste ocenjevali, spremljali razvoj teh dogodkov, kaj smo se mogoče naučili, kaj so mogoče največji aha momenti bili v teh zadnjih poplavah za napovedovanje prihodnjih dogodkov? Ali jih je sploh možno napovedati? Ja, bom začela kar z vidika klimatologije, ne. Že ko smo začeli govoriti o tem, da se podnebje spreminja, ne, nam je bilo zelo hitro jasno, da poleg tega, da bo temperatura rasla, da se bo zelo spremenil tudi padavinski cikel, ne. In vedno bolj, ko smo imeli močne računalnike, ne, vedno bolj, kot gremo proti današnjem času, vedno bolj nam je bilo tudi jasno, smo znali tudi zelo dobro predvideti, kaj se bo s tem padavinskim ciklom zgodilo, ne. In te zadnje projekcije, ki smo jih mi pripravili za Slovenijo, so zelo lepo pokazale, da bomo imeli težave s poplavami, ne. In tudi kvantitativno smo znali oceniti recimo te najbolj ekstremne padavine, ki nam povzročajo težave, ne, se bodo v povprečju dvignile tudi do 40%. To so tiste, ki nam v nekih običajnih okoliščinah delajo težave, ne, in to smo potem v tem konkretnem dogodku tudi izkusili na lastni koži, ne. Zdaj, prav do tega dogodka je bilo pravzaprav, ko smo mi širili te informacije, ne, težko povedati tako stroki kot tudi laikom, kaj pravzaprav to pomeni, kaj pomeni povečanje padavin, kaj pomeni bolj intenziven padavinski cikel, ne. Tako da nas je vse, lahko rečem, ta dogodek naučil, kakšne posledice, kakšen vpliv ima ta drugačni padavinski cikel. Kar se pa tiče napovedovanja samega takega dogodka, je pa tako, ne, približno 10 dni naprej mi že vidimo nek indic, da se bo
nekaj bolj resnega dogajalo, ne, in potem že skozi vse te dni naprej stalno spremljamo in približno tam, v tem primeru, ne, se je dogodek zgodil v noči iz četrtka na petek, smo že v ponedeljek dokaj natančno vedeli, da tokrat bo pa zelo hudo, ne, in takrat mi začnemo tudi alarmirati oziroma vzpostavljati stik z vsemi pristojnimi službami, jih obvestiti, da so pripravljene od civilne zaščite dalje. No, in potem smo od tega dneva naprej stalno na vezi, spremljamo vse, kar mi dobimo novih podatkov, novih informacij, kako se bo razvijalo, tudi potem skomuniciramo naprej. Je pa komunikacija predvsem potem z javnostjo in tisti, lahko rečemo v takih dogodkih, pa najtrši oreh, ne, in ravno znotraj tega dogodka smo se tudi kaj novega naučili, pa lahko rečem že prej, ne, če se spomnite, to poletje, ne samo ta avgustovski dogodek, ampak že julija smo imeli kar nekaj hudih, tudi škodnih dogodkov, sicer ne tako široko po Sloveniji, ampak po posameznih krajih. Tako da smo se tudi znotraj tistih dogodkov naučili, kako čim bolj zadostiti to potrebo javnosti, prvič po varnosti, a ne, drugič pa tudi po informiranosti. Jaz mislim, da v tem trenutku praktično že vsa Slovenija pozna ta naš sistem opozarjanja, ne, ki poteka kar z barvami od zelene do rdeče. In te barve niso kar tako, ne. Imajo kar veliko znanost zadaj, no, ne samo kakšen dogodek bo, ampak tudi kakšne posledice bo imel, in rdeča pomeni res zelo, zelo intenziven dogodek, kar se tiče klimatologije, se pravi, da je res nekaj posebenega, da potem izstopa in da hkrati bo imel velik vpliv, ne, da so posledice lahko zelo hude in da imajo lahko tudi varnostne posledice, ne, se pravi, da lahko celo pride do kakšnih smrtnih primerov v takih vremenskih dogajanjih. Tako da znotraj tega smo se predvsem naučili, ne, kako pomembne so novinarske konference, ne, da se ne samo, da se v javnost spravi to rdeče opozorilo po drugih medijih, ampak da z novinarsko konferenco praktično tudi medije opozorimo, da gre za resne zadeve, ne. In mislim, da smo se vsi naučili, tako mi, kako komunicirati, kot tudi javnost, kako te naše opozorila sprejemati, ja, da so resne, ne, če smo rdeči, da gre za resne zadeve. Ok, hvala za enkrat. Gremo še do gospe Jurič, pa na koncu potem še gospodu Pihlerju ločeno vprašanje. Torej, za gospo Jurič, se pravi, če pogledamo še z vidika prostorskega načrtovanja, videli smo, da je bilo precej nepremičnin oziroma zadev poplavljenih, ki so stale na nekako poplavnih območjih ali pa mogoče tudi ne. Kako to prostorsko načrtovanje nekako je odigralo vlogo v vsem temu oziroma kako lahko izboljšamo to prakso za v prihodnje? Ja, v bistvu, če pogledamo rezultate teh zadnjih poplav, ugotovimo, da pač, ne vem, samo prostorsko načrtovanje ni v najboljši možni meri doseglo tega zadeva, čemu je prostorsko načrtovanje namenjeno. V bistvu poplave so in bodo značilnost tega prostora in jih pač nekako ne moremo ubiti. Dejansko je pa v bistvu prostorsko načrtovanje potrebno, da umeščamo v prostor dejavnosti, v bistvu, ki so glede na prostor, da prostorsko načrtovanje upošteva vse tiste naravne danosti prostora. Tudi pri prostorskem načrtovanju za naslednje generacije moramo upoštevati v bistvu ta nekako nacionalno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, ki bo ključna pri nadaljnjem prostorskem načrtovanju. Tudi izkazalo se je, da v bistvu ti agresivni apetiti investitorjev, da se pač nekako vse posod da, vse posod vse možno, v bistvu niso samo podnebne spremembe krive,
krive, da je prišlo do tako katastrofalnih napak oziroma stanja, ki se je zgodilo v prostoru. Tudi veliko gradnje je bilo zgrajenih na poplavnih območjih, poplavno ogroženih območjih. V bistvu posegi so bili ob vodni infrastrukturi v vodah, v bistvu dejansko sami posegi neustrezno narejeni, v bistvu tudi umeščanje dejavnosti, ki so pač, ne vem, umeščanje poselitve na poplavno ogroženih območjih so bile neustrezno načrtovane, v bistvu pomeni, in v nadaljevanju je potrebno dati občinam in država, da usmerjajo v bistvu to ustrezno politiko prostorskega načrtovanja, da se v bistvu ta javni interes v bistvu zagotavljanja varnosti pred tistim privatnim, zasebnim interesom in da se v bistvu pri tem enostavno upoštevajo vsi pogoji, tako varstva narave, kot tudi vsi ostali tehnični pogoji, ki so potrebni za, ali govorimo o stavbah, ali govorimo o gradbeno-inženirskih objektih ali pa o drugih posegih, dejansko skozi fazo prostorskega načrtovanja ustrezno z ustreznimi strokovnimi podlagami načrtujejo in potem tudi z ustreznimi prostorskimi akti, a ne gre to za občinski prostorski akt na ravni občine ali pa za neki državni prostorski akt, ampak v nadaljevanju pa za ustrezno prostorsko načrtovanje prav gotovo potrebujemo tudi ustrezno neko nacionalno strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, ki bo dala neke faktorje varnosti, da bomo lahko pač, ne vem, rekli, da smo pač, ne vem, neke cilje tudi izpolnili, kar se tiče zagotavljanja poplavne varnosti. Hvala. Mogoče ravno prav zdaj pridemo na gospoda Pihlerja. Kakšno informacijo o tej nacionalni strategiji imamo oziroma kakšna je trenutna zakonodaja na tem področju o vodi, varstvu okolja, kako je vse to skupaj vplivala, bi se dalo kaj drugače narediti oziroma bi se dalo kaj korigirati, da do teh stvari, takšnih gradenj ne bi prišlo? Ja, lep pozdrav še enkrat. Jaz bi se pravzaprav uvodoma dotaknil ali pa navezal na predhodnike z tega stališča, namreč, da poplave niso nič posebnega, ne. Poplave so pač naraven pojav. Če se vsi vemo, kako se je razvila mezopotamske civilizacije, so se pač razvijale ravno zaradi poplavljanja Nila, pri čemer sem prepričan, da Egipčani tedajni niso gradili piramid v območju tega poplavljanja. Skratka, jaz bi razumel preko poplave ne kot izziv trajnostnemu razvoju, ampak bolj kot enega od opominov narave, ki jih pač pošilja človeštvu v njegovi zaslepljenosti ali pa v njegovem napuhu, da lahko gospodari in da lahko obvladuje celo naravo. Pač še en izmed opozoril, ki sicer narava že dolgo časa pošilja človeštvu, človeštvo je pa očitno, bi rekel, zato na nek način pravzaprav brezbrižno oziroma se veste, na koncu se še zdaj pojavljajo, pa ne samo puhlice, ampak resne teze, kako je varstvo okolja v bistvu škodi razvoj, kako ga ovira, da je to ovira razvoj in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Zdaj, se pravi, cel družbeno-ekonomski sistem, ali pa večina teh je družbeno-ekonomskih sistemov sedanjih civilizacij so tisto, kar je v bistvu problem sam po sebi, Kot so kolegice rekle, poplave same po sebi nobene škode ne prinašajo škodo ljudem in sicer v tistem delu, ki so pač neprimerno posegli v naravo, saj drugače škod nobenih ne bi bilo, Nil je poplavilo, kot sem že rekel, ne vemo kako, pa ni naredil nobene škode, pač obratno, prispeval je plodno zemljo. In zdaj, kako je zakonodajo, mislim, moja izkušnja iz leta takratnega pred 2000, sem začel pripravljati zakon o vodah, mi smo se natančno zavedali, bi rekel, tistega preprostega dejstva, da je treba dati vodi prostor, Tedanja zakonodaja bi bila bolj borna, pač socialistična sistemu, tedanjemu primerna je urejala neke druge stvari, ampak pri pripravi tega novega zakona smo v resnici, bi rekel, začeli razmišljati, bi rekel, o tem, kako je treba dati vodi prostor. In temu, bi rekel, tej ideji, če lahko temu tako rečem ideja, je sledil pravzaprav tudi že takrat v zakonu. V zakon ima vrsto določb, ki so povezane z varstvom okolja oziroma z trajnostnim razvojem, začenši od bi rekel, nekih načel in seveda potem do množice institutov, ki so v sam zakon vgrajeni. Zakon določa, na primer, takrat je bila taka
zanimiva zgodba, ne, kaj se zakon je določil, ne samo vodna zemljišča, ampak je določil tudi priobalna zemljišča in je določil, koliko metrov proč od meje brega ne bi bilo priobalno zemljišče, ki naprimer pri vodotokih prvega reda zunaj naselij celo 40 metrov. Ampak tudi že takrat v pripravi zakona so se pojavljale teze oziroma zahteve, da bo to škodilo razvoju, zaradi tega, ker seveda na priobalnem območju ni mogoče kaj dosti graditi. In tak zakon tudi ureja, da tam ni, oziroma zakon natančno določa, kaj je tam mogoče graditi. Ne. Zakon je imel takrat neko zanimivo rešitev, ki je rekel, da lahko vlada razširi to poplavno območje. Zaradi tega smo se zavedali, da je lahko 40 ali pa 15 metrov enostavno premalo, ne, za varovanje vodotoka v tistem njegovem, oskem, ne, segmentu, struge pa tako naprej. Ne. In tudi takrat se je seveda vlada to, sem pa je znala zlorabiti na ta način, da je spremenila seveda priobalno območje, ampak to na ta način, da ga je zožila. Jaz se spomnim primera, ko je bil zožen zaradi tega, da so potem tam postavili bencinsko postajo. In seveda potem ni čudno, ne, da prihaja do vseh teh stvareh, o katerih so pravzaprav moji predhodniki že govorili. Zakon ima seveda tudi, kar se tiče varstva oziroma ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda, ima vrsto institutov. Verjetno najbolj pomembna sta poplavna območja pa erozijsko oziroma plazljivo območje. Ne. In tudi tukaj je prišel razvoj, vprašanje, če se pravzaprav sploh do konca pripeljal. Najprej je bilo mišljeno, da so to pač kar neke usmeritve, čeprav smo mi že takrat, ali pa jaz osebno smo že takrat trdili, da poplavno območje je pač neko območje, ki mora biti definirano v prostoru in omejeno in na tistem območju se pač sme graditi to, kar se sme graditi, ne. Oziroma posegati tisto, s čimer se sme posegati, ne. Pa tudi to ni bilo dobro razumljeno, ne. Skratka, tukaj bi tudi sledil pač kolegici v tem delu, ne, da je zakon v tem delu ga je treba pač enostavno začeti izvrševati in izvajati. In mnogo teh, zgodb ali do takih poplav resnici sploh ne bi prišlo. Ne. Zdaj, kaj za naprej? Če dovolite, gospod Pihler, tukaj bi vas ustavil, bomo pogledali še naprej, malo nazaj, kaj bi lahko naredili prej, pa kaj bi lahko za v bodoče naredili. Čas nam neusmiljeno teče, tako da predlagam, da gremo naprej, da ne bomo ves čas pokurili že s tem prvim delom. Hvala lepa za enkrat. Torej, če gremo malo v eno časovno kapsulo nazaj, v vsaj junij, julij recimo, ne, ali pa pol leta, eno leto nazaj, ko bi dejansko lahko kaj drugače naredili, kaj bi dejansko, če pogledate iz vaših področij, kaj bi lahko naredili, da bi nekako omilili te posledice, ki so nastale v zadnjih poplavah. Pa če lahko kdorkoli lahko začne. Gospa Kralj, mogoče vi? Ja, mogoče lahko samo pritrdim gospodu Pihlerju, da največ, kar bi lahko naredili, je, da bi res spoštovali naravo in dali vodi prostor. Tako kot je zelo lepo povedal. Samih poplav, pravzaprav to je res, to je del naravnih pojavov. Koliko so intenzivne, pa to je drugo. Vendar mi se sploh začnemo zavedati, da poplava je šele takrat, ko naredi škodo človeku. Infrastrukturi, poplavi stanovanja in tako naprej. Odnese cesto, odnese mostove, ne moremo nikamor, ljudje so res izredno prizadeti zaradi poplav. Se pa seveda lahko vprašamo, kako to, da so tako blizu vode. Res, vode se zdaj, tudi zaradi podnebnih sprememb, so ti dogodki pogostejši, bolj intenzivni, več padavin v krajšem času, kar potegne poplave. Najbrž bi bilo dobro pač prilagoditi tudi to prostorsko politiko ob vodah. Slovenija je zelo vodnata dežela. Imamo tudi veliko hudournikov, manjših voda. In bi bilo treba to res dobro razmisliti v občinskih, prostorskih načrtih, kje omogočiti poselitev, kje graditi infrastrukturo in dati vodi prostor. Se strinjate vsi s tem, da bi v bistvu zakonodajo in z nekimi prostorskimi načrti to lahko rešili, ali
kot vidimo, ne, zakonodaja se ravno mogoče niti ne upošteva najbolje, ne, oziroma se ne izvršuje. Še kakšna druga zadeva, kakšna druga rešitev, ki bi jo lahko upeljali, če bi... Prav gotovo v bistvu z vsemi temi rešitvami dosledno upoštevanje v bistvu tistih meja, umeščanje dejavnosti posegov tam, kjer pač so lahko, ki povzročajo v bistvu poplave nekako najmanj škode. Tudi v bistvu mogoče apeliram na čiščenje, vzdrževanje vse te vodne infrastrukture, ki je bila v nekaterih delih, nekaterih vodotokih zanemarjena, podhranjena, enostavno res dosledna, tudi izvajanje določenih monitoringov, v bistvu spremljanje tega stanja, bi lahko recimo že posledice nekako omililo. Prav gotovo pa tudi treba dati tej vodi v bistvu nekako del nekega vodnega prostora, ker pač to je nujno potrebno, in pa tudi določene stvari z načrtovanje gradbeno-tehničnih pač ukrepov, izgradnje zadrževalnikov, pregrad, nasipov, zavarovanja, v bistvu lahko v prihodnosti v bistvu umilimo del posledic, ki bi jih lahko spet imele recimo katastrofalne poplave, ne. Prvi roko. Ja, hvala lepa. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, je seveda zelo težko odgovoriti, ne. Verjetno, če bi že prej spoštovali pravzaprav zakonodajo oziroma jo v resnici izvajali, verjetno do tako, bi rekel, katastrofalnih posledic verjetno ne bi prišlo, ne. Je pa seveda na tisto, kar klimatologi opozarjajo že vrsto let, se pa seveda tudi nobenega nič ne prime, ne. Kar pomeni, klimatologi že vrsto let vejo in so ta opozorila na konec koncev, cela konvencija je bila na to temo sprejeta, ampak kaj bistvenega se na tem svetu pač ni spremenilo, na žalost, ne. In zdaj, bi rekel, to pomeni, ne, dvoje. In sicer, da je treba glede na napovedi, ne, bi rekel, klimatološke, ne, prilagoditi ponovno in preveriti in presoditi v celo zakonodajo, zlasti, bi rekel, v njenem izvedbenem delu. Kar pomeni verjetno, če bi bile poplavna območja v resnici definirana, kot ne bi bila, pa deloma so bila ali pa ne bila, ne, je treba zdaj v resnici proučiti stališča, bi rekel, klimatoloških napovedi, ne. Tisto, kar je že tudi kolega rekel, ne, tisto, ki je bilo prej vsakih 100 let, ne, porata doba, bo zdaj lahko v resnici 10 let, ne. Kar pomeni, da tudi, če zdaj so zarisana poplavna območja, kot so verjetno napačno zarisana, ne. Hočem reči, to je, bi rekel, poduk, še en od podukov, ne, bi rekel, teh poplav, da v resnici, da se moramo zavedati, bi rekel, vseh, bi rekel, zgodb, ki se dogodijo in ki imajo seveda potem posledice za naše življenje. Okay. Še gospod Dolinar. Ja, kot je rekel gospod Pihler, ne, že zelo dolgo mi to ponavljamo in znanje je, vedenje je, ne moramo se delati, da ni, ne, pa mižati naprej. In meni se zdi, da nam je ta dogodek ali pa tudi drugi poletni dogodki lepo v fizičnem svetu pokazalo, kaj nas čaka v prihodnosti, ne. Dejstvo je, da se bo celoten cikel vodni zelo intenziviral in jaz bi tukaj poleg poplav izpostavila tudi suše. Oba ekstrema nas čakata in oba je treba, ko jih že urejamo in ukrepamo, hkrati obravnavati. In bom tudi jaz ponovila, ne, vodi je treba dati prostor. Ampak hkrati, ko ji damo prostor, lahko s tem ukrepom pomagamo tudi pri sušnih razmerah, ne. Tukaj bi izpostavila mogoče zdaj smo fokusirani na letošnje poletje, ampak lansko poletje, če se spomnite, ne, je bilo ravno obratno. Smo imeli hude težave z sušo, ne. In taka leta nas čakajo v prihodnosti. To so vzorčni primeri, kako se bo naše podnebje spreminjalo, ne. In zato moramo oboje hkrati naslavljati, in sušo in poplave. In če naredimo recimo zadrževalniki, to je en tak lep primer, ki hkrati naslavlja oba ekstrema, ne, in pomaga pri obeh ekstremih. Pa samo še to mogoče, mi hkrati z tem intenzivnim ciklom pa izgubljamo en zelo pomemben zadrževalnik vode, to je snežna odeja. Zdaj jaz vidim na teli slikci, tamle zadaj imamo ledenike pa sneg, ne. To nam uhaja. Tega je naša narava navajena, ne, posebej za gozdove je to zelo pomembno. Tam se nam voda shranjuje, zdaj nam bomo pa to izgubili. Se pravi, moramo vodo na drug način zadržati.
vedeti moramo pa, da jo bomo dobili v takih neljubih dogodkih. Se pravi, vse naenkrat, kot da nas bi nekdo z vedrom polil, ne? Ampak kljub temu moramo to na nek način znati naslavljati. Izkoristiti sebi v prid. Tako, pa mogoče še to, ne, pa ko naslavljamo in ukrepamo, tudi sektorji morajo delovati skupaj. Se pravi, ne sektor, kmetijski sektor posebej, gradbeni sektor posebej, te ukrepe je treba naslavljati skupaj, sinergično. Zato tudi iz tako različnih področij danes sedite skupaj za okroglo mizo, da razširimo to zavest. Gospod Pogačnik, še vaše mnenje oziroma vaš pogled? Ja, to sem tudi mislil jaz dodati, da sektorji morajo sodelovati skupaj, ki je gospa Mojca Dolinarjeva rekla, ker pomembno je, kar se tiče kmetijskega dela, da so na teh znanih poplavnih področjih, da so tudi raba te zemlje, kulture temu primerna. Predvsem je primerno, da so to travniki, ker veliko lažje je potem tudi po poplavah sanacija, škodni potencial je bistveno nižji, ne glede, da govorimo, da imamo premalo samooskrbe in tako dalje. In tukaj bi mogli biti mogoče bolj striktni, seveda tudi mogoče bolj striktni pri sprotnem odstranjevanju lesa in drugih odpadkov v bližini teh vodotokov, skladiščenje bal, ker se v kmetijstvu velikokrat pojavljajo, da so bale ostanejo na kmetijskih zemljiščih, včasih tudi na teh vodnih področjih in to je z vidika poplav potem lahko problematično. Pa tukaj je seveda tudi pravilna uporaba dušika. Mi imamo nitratno direktivo in sploh je treba paziti, da ne obremenjujemo zemljine pretirano z dušikom, ker sploh v takih področjih, ki je pri nas, kjer je veliko padavin, prihaja do izpiranja vodotoke. Skratka, bolj bi mogli biti osredotočeni na te skupne politike in na ta prostor in verjetno bomo mogli radi ali ne radi vzeti dejstvo, da so to dejstva. Če gledamo te poplavne dogodke 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 in tako naprej. To pomeni, da nas v prihodnosti, tako kot je gospa prej omenila, mogoče nas pa drugo leto čaka suša. In bomo spet, če govorim z področja kmetijstva, ker imamo zelo radi koruzo, in če je to področje nekega peščenih tla, kot je okolica Gorenjske, Sorško polje, imamo že naprej določeno, da bo škoda spet velika. Skratka, tudi izbira ta kultur, pa pravih kultur, prilagoditev na te vremenske razmere, se v kmetijstvu bomo morali lotiti tudi celostno. Okay. In če gremo zdaj ven iz tega preteklika oziroma iz pogleda za nazaj, pa če rečemo, da imamo neko čarobno palčko oziroma si zamislimo, da imamo neko čarobno palčko, s katero bi lahko karkoli naredili, kaj bi bilo tisto, kar bi si zaželeli vi sami, da bi trenutne izzive oziroma bodoče izzive lažje nekako premostili in da bi te pojave, ki se bodo v prihodnosti zagotovo dogajali, nekako izkoristili sebi v prid oziroma nekako spremenili v neko priložnost za trajnejši razvoj. Lahko kar gospa Kralj, da naredimo ta krog. Jaz mislim, da bi lahko izkoristili te izkušnje, dobro, grem malo nazaj, izkušnje iz letošnjega leta. In bi bilo zelo fajn, da bi se človek malo bolj zavedal, da ni gospodar narave, ampak da živi z naravo in da imamo vse potenciale, da se naravi tudi prilagajamo. Da ni treba samo gospodariti.
kot mislim, gospodarjenje s stališča, da smo mi glavni in mi odločamo, kaj bo v naravi. Ne, narava gre naprej svojo pot, mi pa lahko živimo z njo in bodimo veseli, da imamo to priložnost, da živimo z naravo in naravni pojavi. No? Ja, hvala za ta komentar. Gremo kar naprej. Torej, čarobna palčka lahko na vašem področju, lahko generalno. Kaj menite, da bi bilo tisto, kar bi spremenilo te izzive v priložnost za trajnejši razvoj? Gospod Dušan, kar izvolite. Ja, kako bi človek temu rekel, ne. Čarobne palčke seveda ni, ne. Poskusimo si predstavljati, da imamo. Ja, ni, to je problem, ne. Jaz sem osebno gledano pravzaprav nek tak realističen pesimist, ne. Jaz sem bil enkrat prisoten na nekem predavanju Al Gora, znamenitega ameriškega podpredsednika, ki je razlagal, da so njemu nevrologi povedali, zakaj človeštvo pravzaprav hodi proti nekemu zidu, ne, in potem se z glavo zaleti v zid in reče, ups, zid je, kaj bomo pa zdaj naredili, ne. In tako človeštvo v resnici deluje, na žalost, ne. In on je razlagal, oziroma da so mu nevrologi razlagali, da je zaradi tega, ker so ti živčni kanali, ki so povezani z hipno reakcijo, ne, da so izjemno široki in omogočajo, bi rekel, prenos informacij, da nek problem grozi, ne, da ga hipno prenesejo, bi rekel, v možgane, da človek lahko hitro reagira. In oni so to ponazorili s primerom kače, ne. Ker gledamo kačo, ne razmišljamo 5 let, kaj bomo storili, ampak enostavno odskočimo in se umaknemo in tako naprej. Seveda vse te zadeve povezane z varstvom okolja, vsi problemi, ki jih človek povzroča naravi in na katere narava se odgovarja, ne, pa seveda niso takega značaja, ne. Tako, kot je že kolegica rekla, o klimatskih spremembah se govori, ne vem, kdaj je bila klimatska konvencija sprejeta, tam letih 80-90, se pravi 30-40 let se že pogovarja celo človeštvo o podnebnih spremembah, naredi se pa nič ne. Tako da to je v resnici nek paradoks, ne, ki je seveda očitno povezan z delovanjem človeštva, ne, kot celote, ker na koncu ene majhne entitete ali Slovenija se sami po sebi nič ne moramo narediti, razen da se seveda pripravimo na te scenarije, ne. Že to je problem Slovenije, ker se očitno zdaj prav kaj dosti pripravljali nismo, ne. Jaz poznam samo eno strategijo z področja kmetijstva, pa še tisto ne vem, a se v resnici kakorkoli izvajala, a se sploh ni izvajala, kar se tiče prilagajanja na podnebne spremembe, ne. Hočem reči, to je za nas izziv, ne. Seveda je izziv, jaz sodelujem pri pripravi podnebnega zakona, če smem samo še to dodati, ne. In tam seveda cela podnebje ima celo vrsto ukrepov, kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov in seveda bi rekel, na samih ukrepih prilagajanja je pa pravzaprav zelo malo, ne. In zdaj zakon predvideva neko celovito strategijo prilagajanja podnebne spremembe za celo državo in predvideva, da se bodo te, bi rekel, strategije izvajale oziroma da se bodo pripravile za posamezna področja, ne. In to je en izmed institutov, ki bo, ali pa ki naj bi, ne, seveda kot na strateški ravni, ne, ki bo lahko pripomogel k temu, da ne bomo imeli takih problemov z naravo. Ok, hvala. Gospa Dolinar. Ja, se bom kar navezala na gospoda Pihlerja, se popolnoma strinjam, ne. Jaz bi si zelo želela, če bi bilo nekomu nekaj odmeva. Ja. To čarobno paličko, ne, da bi odprli oči, se pravi, da bi prišlo v zavest ljudi, ne, to, kar mi imamo pravzaprav vse skozi pred očmi, ne. In se zelo strinjam, ne, Slovenci smo tipični, ne, v bistvu veliko znanja je, ne, vemo, kaj nas čaka, imamo znanje tudi za ukrepe, nimamo malo znanja, ne, ampak kljub vsemu smo zelo, zelo zadaj pri ukrepanju, pri prilagajanju na podnebne spremembe in to je edino, ne, če pogledamo na blaženje, ne, izpusti toplogrednih plinov, smo odvisni od tega, kaj bo vse ostale države naredile, ne. Pri prilagajanju smo pa popolnoma samostojni. Tisto, kar bomo naredili, to se nam bo tudi povrnilo, ne. Če bi dvignili to zavest, pa šli z roko v roki, no, tako kot sem že prej rekla, sinergično v te ukrepe, bi lahko veliko škode si prihranili, ne. Predvsem pa, ne, moramo biti pripravljeni pri sebi narediti spremembe,
tudi na institucionalni ravni narediti spremembe, mogoče tudi kakšne take spremembe, ki so izven običajnih okvirov. Super, hvala za komentar. Imamo super eno vprašanje, ki se ravno na to nanaša, kaj lahko sami naredimo, ampak dam še besedo najprej gospodu Pogačniku, pa potem vzamemo še dodatno vprašanje. Ja, mogoče bi še poudaril zadrževalnike vode, ekoremediacije in podobne zadeve, ki sem že prej omenil, da lahko naslednjo leto nas pa čaka suša. Ene take manjše zadrževalnike vode bilo smiselno tudi vpeljati pa tudi manjše sisteme, recimo verjetno poznate protipoplavno železnikov, tam delajo melgonjanski projekt, vendar to bo nekaj projektov lahko v Sloveniji, država ni dovolj bogata, da bo to na celem področju tako uredila, tako da lahko to uredimo tudi na manjših področjih in to vodo potem uporabimo za take, ko bo kakšno sušno območje. Skratka, jaz bi tudi zelo poudaril, ta okrogla miza je že ena tisto o osveščanju. Mi moramo veliko govoriti, veliko osveščati ljudi, izobraževati, usposabljati za take prave stvari, ki potem preidejo v prakso. Mi delamo pač s tokimi mladimi, če bomo te pravilno usmerili, če jih bomo pravilno izobrazili, če jih bomo osvestili, da bo tukaj kljub vsemu nekaj treba storiti in postoriti. Jaz mislim, da tudi pride kakšna čarobna palica, pa se nam v prihodnosti ne obeta malo boljše na teh področjih. Sploh pa, kar imamo pa Slovence, sploh problem pa sodelovanje med različnimi panogami. Tukaj ni druge možnosti, kot da vse te panoge, ki so vključene v ta prostor, da skupaj sodelujejo in ukrepe tudi skupaj sprejemajo. Ker en ukrep sprejet, medtem ko drugo področje pa ne, je potem lahko celo škodljivo. Tako da, ja. Res je. Hvala. Gospa Jurič, še vaš pogled z... Ja, se bi mogoče samo navezala, v bistvu pomeni res živeti z naravo, v bistvu ta agresivnost, v bistvu tudi skozi to prostorsko načrtovanje enostavno ostaviti, v bistvu te sonaravne ukrepe, v bistvu zmanjšati, v bistvu, ne vem, tudi pač, ne vem, z vidika nekako potovanja oziroma nekega ultrakolesarjenja, v bistvu zmanjšati to trajnostno potrošnjo in tudi s tem v bistvu bomo pač prihranili prostor tudi za prihodnje generacije in bo dejansko s tem lažje v bistvu zmanjšati v bistvu to potratnost na vseh nivojih, ki jo kot ljudje imamo. Super. Hvala še za vaš komentar. Takole, jaz predlagam, da vzamemo še vprašanja. Imamo dve vprašanji iz publike. Torej bom kar prebral, pa bo gospa Dovžan še mogoče omenila, komu točno je namenjeno to vprašanje. Torej, kaj za prilagajanje spremenjajočim padavinskim vzorcem lahko naredimo prebivalci sami na svojih zemljiščih? Po zadnji ujmi so se spremenili tokovi zaledne vode in sedaj že ob manjših padavinah zaledna voda bruha izpod podpornih zidov, kjer se pojavljajo razpoke. Kako se zavarovati, prilagoditi? Gospe Dolinar je namenjeno to vprašanje. Ja, jaz žal nisem ekspert za gradnjo, tako da težko rečem, kaj tukaj bi bilo prilagoditveni ukrep. Kot smo že prej rekli, vodi je treba dati prostor, če ne, si ga pa vzame sama. In to je en primer, kako je v tem primeru, ko je bilo zelo veliko vode, voda sama spremenila in svoje tokove, struge in to običajno v naravi, če ji damo prostor, tudi ostane in se samo naprej razvija. Zdaj točno kakšen je tukaj problem, tudi ne poznam, tako da konkretnega nimam. Konkretnejši odgovor. Jaz tukaj glede na to, da gre za odvodnjavanje z nekega podpornega oziroma konstrukcije, predvidevam, da pač ne vem, da tehnično se zadeva lahko uredi, kolikor se ne gre za velike neke kapacitete, da se pogleda in se ustrezno to odvodnjavanje kontrolirano odvede
na območje, kjer je pač varno oziroma ne bo predstavljalo v bistvu nevarnosti tako za druge objekte ali pa za ljudi. Da tukaj predlagam, no, pač, ne vem, pregled z enim gradbenikom ali pa z hidrogeologom in se v bistvu ta voda dejansko kontrolirano izpelje na prostor. Hvala lepa, upam, da je gospa Dovžan zadovoljna z odgovorom. Ja, pravi, hvala. Še drugo vprašanje, gospod Pihler, imamo samo še minutko. Kakšne rešitve, če imajo sogovorniki za problem masivnega turizma v gorskem habitatu, aktivni deležnik gorstva v Sloveniji in drugod? Hvala, profesor dr. Rok Mencej. Kdo bi odgovoril na tole vprašanje? Gospa Jurič, imate roko gor še prej ali... Jaz se opravičujem, še imam roko odprej, gorno, ampak mogoče mi je samo iztočnica glede tega masivnega turizma padla, da pač ne vem, je tudi ta vsa infrastruktura, ta udobje do koriščenja te gorskega turizma pripeljalo tudi do masovnega obiska tega, v bistvu pomeni, če nimamo ustrezne infrastrukture, tudi tega masovnega turizma enostavno ni in še ga, v bistvu pomeni, ljudje so narejeni, da koristijo usluge, katere so jim najbolj dostopne. Tudi mogoče kdaj razmisliti, da lahko to masovni turizem zmanjšamo tudi na račun bolj primitivne infrastrukture. Gospa Kralj? Ja, jaz moram reči, da ne vidim kakšne take zelo prijazne rešitve, ampak vsaj na teh najbolj obiskanih točkah, ker je res masoven obisk, enostavno omejiti obisk. Z nekimi vstopninami ali ni treba, da je ta vstopnina ne vem kako velika, ampak vsekakor narava ima svoje kapacitete in vsi ne moramo naenkrat priti na določen kraj. In tudi nekateri kraji so pač zelo popularni in vsi želijo samo tja. Prostora je še vedno dovolj, če se ljudje enakomerno razporedijo. Vem, da je to najbrž s stranišča turistov precej bi bil zelo nepriljubljen ukrep, ali pa mogoče tudi ne, saj ljudje razumejo. Pa se prijavijo za res obisk, ne samo zato, da bojo nekam prišli, ampak če jih tisto območje res zanima, če bi ga res radi videli, se bojo tudi nekoliko prilagodili. Plačati oziroma se bodo prilagodili. Ja. Gospod Pihler, še vaša zaključna beseda, mogoče že 2 minuti smo čez čas, tako da prosim za hiter odgovor. Jaz bi samo tako rekel, povezal z onim prvim vprašanjem, kaj lahko vsak kot posameznik stori. Seveda lahko stori kot posameznik, vendar kaj dosti sam po sebi ne, brez sistemskih ureditev nam nič kaj dosti ne preostane, da bi sami urejali. In seveda po drugi strani tudi sistemske ureditve pomenijo, da bomo mi morali to početi, kar pomeni, da ta teza ali pa to mišljenje, da se bomo lahko živeli naprej na isti način kot zdaj, ne da bi prilagodili svoje navade, svoje običaje, svoj habitatus, to so zgrešene teze. In tisto, ki na ta način razmišlja, da bo, ali pa tisto, zdaj bojo pa ljudje to plačali. Seveda bojo plačali, kdo drug pa. Hočem reči, da ta individualnost je seveda v spregi s sistemskostjo, ampak kakšnekoli sistemske rešitve jih bomo pač morali ljudje izvrševati in izvajati. Noben drug namesto nas. In kar se tiče masovnosti, kot je že kolegica rekla, razvoj infrastrukture je pripeljal do tega in seveda na koncu tudi življenjskih navad. Samo včasih je bilo, kaj se iti na Triglav, nekaj popolnoma drugega, kot zdajle, ki se lahko skoraj do pod stene pripelje z avto. Ja, dober komentar je tudi v chatu. Večji revolt je na strani gospodarstva ponudnikov kot na strani obiskovalcev gora in ostalih področji, kar verjetno tudi delno drži. Jaz bi mogoče samo na koncu povzel iz celotne tele debate, hvala vsem skupaj. Ključne stvari, ki ste jih izpostavili nekako, je to, da si želite, da bi ljudje oziroma vsi mi malo bolj odprli oči
da še bolj osveščamo ljudi o potencialnih nevarnostih in pa predvsem, da je potrebno neko sodelovanje med vsemi nami oziroma medresorsko sodelovanje med vsemi področji, se pravi, da se nekako ukrepi sprejmejo na ustrezen način, ki bodo pokrili celostno vse te izzive in nekako tako lahko pridemo v nek trajnejši razvoj in neko sobivanje z naravo. Ima slučajno kdo še kakšno zaključno misel, zaključno besedo za povzetek tele enourne debate od naših cenjenih gostov, seveda? Če ne, potem se še enkrat vsem lepo zahvaljujem, v prvi vrsti našim gostom za super debato. Bilo je precej kratko, hitro je minilo. Zahvaljujem se tudi vsem vam, ki ste zdržali do popoldne in skozi celotno konferenco današnjo. Tako da hvala, lep dan še naprej oziroma lep popoldan, kmalu bo že večer, tako da izkoristite še toliko, kolikor imamo še dneva in se vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala in lep pozdrav. Hvala. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.